inventure tudi v vaši občini. Boste naredili inventuro, kakšna bo? Lahko rečem, da sem zadovoljen z letom, ki odhaja, predvsem zaradi lansiranja zelo uspešnega projekta Dežela kozolcev, ki je končno premaknila in se je turizem v tej Merenski dolini in tudi v naši občini začel dejansko odvijati. Preko 20.000 obiskovalcev je pripeljala Dežela kozolcev v Šentrupert. To se pozna pri naših gostincih, pri raznih novih idejah, ki nastajajo, ustanavljanju novih podjetij, in to je pravzaprav tisto, kar naj bi vsaka občina počela, ustvarjala pogoje za razvoj in priložnosti za svoje občane. Kaj načrtujete v naslednjem letu? V naslednjem letu je na Deželi kozolcev, ki je neka platforma, na kateri zdaj lahko predvsem gradimo nove programske vsebine, predvsem dodatne pakete za razne ciljne skupine. Zelo veliko nameravamo delati na team buildingih in na različnih delavnicah, predvsem za otroke, povezane z lesom. Kajti prepričan sem, da moramo naše otroke v odnosu do lesa pravilno vzgajati, če želimo kot država uspeti in na lesnem predelovalnem področju igrati neko pomembno vlogo v Evropi. Drug projekt, ki ga bomo naslednje leto štartali, pa je tudi posvečen lesu, to pa je lesno-predelovalni center, za katerega imamo pravnomočno gradbeno dovoljenje in trenutno je prijava v Ljubljani na Ministrstvo za kmetijstvo in okolje za nepovratna sredstva v višini 2,5 milijona evrov. Upam, da bomo uspešni in da bomo naslednje leto štartali ta projekt. Država namerava v kratkem združevati oziroma zmanjšati število občin. Kako vi gledate to? Jaz mislim, da ne bi smela biti edino merilo število prebivalcev 5.000, ampak se za vsako občino da pogledati, kako funkcionira, kako dober gospodar je, kaj je sposobna sama narediti. Združevanje občin zgolj na neki matematični meji 5.000 zagotovo pelje v konflikte. Po drugi strani pa sem trdno prepričan, da v naslednjem mandatu ne bo sprememb in da se takšne procese združevanja občin v neke logično zaključene večje celote lahko spelje samo v daljšem časovnem obdobju, če govorim 5-10 let. To so izkušnje tudi iz drugih držav. V Merenski dolini pa se 3 občine med sabo že zelo uspešno povezujemo, imamo skupne občinske uprave, imamo skupne projekte, nenazadnje smo štartali tudi skupni projekt Destinacija Merenska dolina.